Nova preizkušnja, prvo gostovanje po težki tekmi Švedsko, kako čakate zdaj na Švicarje, ki bodo zelo podobni kot Švedi? Pa ja, to bo ena res dobra tekma. Oni so en kvalitetni nasprotnik z znanimi imeni v nogometu. Tako da mislim, da bo res ena dobra tekma, ampak gremo z polnih samozavesti in pa proba doseči najboljši rezultat. V odlični strelski formi ste, to ste pokazali tudi v petek. Selektor je dejal, ko enkrat gre napadalcu, kaj lahko rečete v tej formi, res ste vročeni? Ja, lahko rečem, da mi zadnje čase gre in pa upam, da bom s tem tudi nadaljeval. Tako da ja, res, ko napadalcu gre, mora samo čakati svoj trenutek na tekmi, tudi če je to zadnja minuta in bomo videli, kaj bo to prineslo. Koliko je bilo težav z regeneracijo? Je vse v redu? Pa je vse v redu. Kratek čas je med tekmami, ampak imamo dobre fizioterapeute, pa so to vse zrihtali, tako da bomo jutri pravi. Vsi boste? Ja. Boste vsi naredili? Ja. Koliko drugače bo treba kaj pristopati proti Švicarjem, recimo vsaj v prvem polčasu, dobro, vi ste vstopili v drugem, treba biti tako agresiven kot v drugem, tudi v prvem? Ja, mislim, da moramo iti dobro v tekmo. Vemo, da bo težje, je le gostovanje, tako da moramo pa iti, moramo pa brati druge žoge, moramo dobivati duele in pol bomo lahko razvili svojo igro. Viktor, kakšna je bila regeneracija po težki tekmi Švedsko, kakšno je stanje v moštvu pred Ja, bolj ali manj je potekalo vse po nekem običajnem ritmu. Dejstvo je, da smo trenirali, da smo še vedno v coni, ko je začutiti težko tekmo v Stožicah, ob razmišljanju v Baslu in proti Švici. Kakšen je načrt za tekmo, tako agresivno nekako že od začetka kot v drugem polčasu v Stožicah? Še vedno me sprašujete o stvarih, ki so za slačilnico. Mi se zavedamo moči Švice, kar je dokazala tudi v prvi tekmi. Jasno je pa, da razmišljamo o naših stvarih, kako jim parirati in na koncu kako jih tudi prisili, da se oni v določenem momentu tekme branijo. Kaj je pokazala analiza tekme proti Švedski, tiste dobre stvari, ki jih boste verjetno skušali prenesti na jutrišnjo tekmo? Ja, tisto, kar mislim, da ste tudi vi videli, da v določenih momentih so imeli kar neko prevlado, ampak kar priložnosti smo se ustvarjali boljše mi. Jasno je, da se zavedamo in individualne kvalitete in kvalitete Švice kot ekipe, tako da poskušali bomo še razviti to našo kvaliteto, te naše dobre stvari in pa zmanjšati nepotrebne napake na minimum, ker na tem nivoju smo videli tudi v Stožicah se kaznuje vsaka najmanjša napaka. Švicari so znali tudi, tako kot Švedska, po individualni kvaliteti, pričakujete težjo tekmo, kot je bila v petek? Ja, tekma, ki je seveda na gostujočem igrišču, oni v nekem zaletu za visoko zmago. Švica je reprezentanca, ki stalno se potrjuje na evropskem in na svetovnih igriščih, tako da vse pravim, ob zavedanju njihove kvalitete pa je toliko malo časa, da pravzaprav samo skozi tisto osnovno analizo in informacije igralcem vse ostalo pač razmišljaš in poskušaš v svoji ekipi narediti in regeneracijo, kot je že vprašal prej vaš kolega, in pa neko taktično pripravo, ker v treningu tako in tako ni časa. Gospod selektor, Andraž Šporar je rekel po tekmi Švedsko, da je nekako treba to osvojeno točko nadgraditi v Švici, s tem, da seveda tudi v Švici osvojimo kakšne točke. Kak je nekako vaš pogled? To mislim, da ni neka visoka matematika zdaj. Zelo kratke so kvalifikacije in kaj dosti možnosti za popravek ni, šteje vsaka točka, ker na koncu koncev smo tudi Švedom vzeli 2 točki. Poskušali bomo na nek svoj način priti do pozitivnega rezultata tudi v Baslu, ne glede na to, da so Švicari favoriti, kar so dokazali že s prvo tekmo, predvsem v prvem polčasu, ko so razbili reprezentanco Kosova. Menili ste po tekmi takoj, da pravzaprav bodo verjetno potrebne rotacije, pa me zanima, kakšno je stanje, kaj je pokazal ta trening 2 mesec. Za tekmo je odpadel Jan Mlakar zaradi poškodbe, še nekaj igralcev je, ki so tudi danes na treningu čutili in utrujenost in določene težave, ampak še danes, pa jutri cel dan. Zbrali bomo pač tiste, ki bodo sposobni
parirati tudi v tempu. Ritem, ki ga Švicarji narekujejo, je zelo, zelo visok in nisem prepričan, če so vsi igralci na nivoju, da lahko odigrajo dve tako močne tekme. Je pa jasno, da z nekim voljnim momentom, z veliko motiva, želje in neke skupne ideje, da lahko marsikaj kompenziraš, kar se je videlo tudi na tekmi proti Švedski. V čem so Švicarji podobni Švedom, v čem so drugačni od tega? Ne bom tako podrobno, ne grem v neko seciranje. Mi smo jih pogledali danes dopoldan, analiza je narejena, pripravljena tudi iz njihovih prejšnjih tekem. Tale Kosovo je dobro opozorilo, ne sme nas pa to v nobenem momentu prestrašiti. Tako in tako proti Švedom smo mogoče po 15 minutah pokazali malo preveč respekta. Respekt je dober, presekano je pa tudi tisti gol, iz prvega udarca. Proti golu smo dobili gol, tako da osredotočeni smo na te svoje probleme, na svoj način, imamo nek načrt pripravljen in jaz upam, da bomo sposobni vse to skupaj, kar se poraja kot neka ideja, kot neka analiza, da bomo to lahko sprovedli na igrišču.